Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Šole so po letošnjem zelo drugačnem šolskem letu zaprle vrata. Učenci in učitelji pa so začeli zaslužene počitnice. Ker je prav, da se od šolskega leta poslovi tako, kot se spodobi, so v osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora osmošolci pripravili tudi zaključno slovesnost, na kateri so pod drobnogled vzeli iztekajoče se šolsko leto. Na naši šoli je običaj, da zaključno prireditev pripravijo osmošolci, tako je bilo tudi letos. Organizirali smo prireditev ob zaključku šolskega leta in pa ob državnem prazniku. Letošnje šolsko leto je bilo torej drugačno od ostalih, kar so poudarili tudi na prireditvi. Ja, res je. Zato smo tudi nekakšen pregled naredili, kar ni običajno za te zaključne prireditve, ampak da smo rešili skozi dogodke do 13. marca in pa kako je potekal pouk, virtualne ekskurzije po 13. marcu, torej v času karantene. Na tak način se poslovimo od šolskega leta, povemo tudi, katera priznanja so bila dosežena in pa proslavimo državni praznik, dan državnosti. Sploh letos smo poudarili, kako lepo je, da živimo v taki državi, kot je Slovenija, torej da je Slovenija naša domovina. Pot Slovenije do samostojnosti se je začela s plebiscitom o samostojnosti Slovenije 23. decembra leta 1990. Čez 3 dni so objavili rezultate. 88,5% vseh volivcev je glasovalo za samostojnost Slovenije. V spomin na ta dan še danes praznujemo dan samostojnosti in enotnosti 26. decembra. Do dne, ko smo dobili svojo državo, pa je preteklo še kar nekaj mesecev. To se je zgodilo 25. junija 1991, ko je Slovenija postala samostojna in neodvisna država. Zato na ta dan praznujemo dan državnosti. Danes smo v naši proslavi ob dnevu državnosti tudi na nek način dali neko sporočilo, da šola nadaljavo je sicer lahko zanimiva nekaj dni, nekaj tednov, vendar ne more nadomestiti naših odnosov, naših stikov, ko se dobimo v šoli, ne more nadomestiti učitelja, sošolcev, ne more nadomestiti vsega programa, ki je poleg učenja v razredu tudi vezano na naravoslovne, športne, kulturne, tehniške dneve, državne proslave, tekmovanja in različna druge oblike druženja in programa. Torej, v sami proslavi je bilo pravzaprav vodilo to, da če se pojavi taka kriza, se moramo vsi zavedati, da smo del neke skupnosti, ki jo moramo premagati, da smo Slovenci zmogli premagati krizo tudi za časa naše osamosvojitvene vojne in da smo tudi sedaj uspešno premagali krizo koronavirusa. Na sami proslavi smo tudi poudarili vse tiste naše uspehe, ki smo jih dosegali v tem šolskem letu, pohvalili učence za njihove uspehe, za kakršenkoli uspeh. Posebej smo poudarili, da ni toliko pomembno, ali je nekdo odličen ali je dober, če je največ, kar lahko doseže uspeh, dober uspeh, tudi njemu je treba dati pohvalo. Zahvalili smo se na nek način tudi učiteljem, ki so v času korona krize zelo veliko vložili dela, da so lahko z učenci nadaljavo upravili pouk. Tudi njim posebna zahvala tudi staršem, ki so v tem času tudi uspešno zagotovili ustrezno opremo in sodelovali pri učenju nadaljavo.
Torej, zaključili smo pozitivno, zaželeli prijetne počitnice učencem in verjamem, da se bomo 1. septembra brez kakšne korone krize uspešno vrnili v šolske klopi in nadaljevali naše osnovno poslanstvo, to pa je učenje v šoli. Vsem šolarjem in učiteljem seveda želimo prijetne in brezskrbne počitnice. V četrtek zvečer je v naselju Ivana Krivca v Kranjski Gori zagorelo v fasadi na stanovanjskem objektu. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Kranjska Gora, Podkoren, Rateče, Planica in gasilci Gars Jesenice so požar pogasili in objekt pregledali s termovizijsko kamero. Poškodovan ni bil nihče, nastala pa je materialna škoda. Včeraj ob 21:40 uri smo bili alarmirani PGD Kranjska Gora za požar na območju naselja Jasna, ulica Ivana Krivca, kamor so bile poslane tudi enote Rateče, Podkoren in pa Jesenice Gars. Šlo je pa za požar na hiši. Po prihodu smo ugotovili, da je požar razvit na fasadi omenjene hiše. Fasada omenjene hiše je lesena struktura, za to strukturo je bil pa dimnik. Nastala je materialna škoda. K sreči po hitrem pristopu in aktivaciji vseh teh enot in samem delu smo uspeli zajeziti požar na samem mestu, kjer je tudi bil razvit, tako da večja škoda zaradi požara jo ni bilo. Na intervenciji so sodelovala 3 prostovoljna društva in 1 poklicno društvo. Skupno gasilcev je bilo 42 z 8 vozili. Člani in članice planinskega društva Rute so v teh dneh začeli dela povezana z bivakom, ki ga oskrbujejo. Na pomoč pri prevozu tovora je prišel tudi helikopter. Danes imamo mi klele helikoptersko enoto od vojske, ki nam bo zvozila en material gor do bivaka. In pri bivaku moramo narediti novo ograjo, pa novo cisterno za vodo moramo postaviti tam, pa še eno oporo moramo dati tam, da bivak ne bo po zim sneg, teža snega premikal. V glavnem to imamo letos v planu, da še naredimo. Ključe bivaka, če jih potrebujete, torej dobite v gozdu Martuljku pri oskrbnici gospe Miheli. Mihela je tista, ki je skrbnica bivaka, pa moram reči, da vestno skrbi za bivak in je vsak teden vsaj 2-krat, 3-krat je gor pri bivaku. Že prejšnjo nedeljo je v Kranjski Gori potekal tradicionalni blagoslov motorjev. Vreme motoristom sicer ni bilo naklonjeno, namen blagoslova pa je bil kljub temu enak, da bi bila motoristična sezona varna. Mi pa smo zbrani tudi zato z veseljem in pa željo, da bi pa tehnika služila in seveda, da bi, čeprav je že tako znucano, čeprav je COVID nekako sezono, vsaj njen začetek nekoliko zmaličil, pa vendar upamo, da bo še lepo poletje in jesen, tako da tudi bo čas za lepe kilometre, bodi si v naši lepi domovini, bodi si kje drugje. In kot že več let, tako tudi letos, sem vesel, da je turistično društvo poskrbelo za organizacijo tega blagoslova. Z veseljem tudi, ne samo kot župnik, tudi motorist pristopim k temu in ga skupaj z vami, za vas pa tudi zase seveda tudi Boga prosim. Pa začnimo Božji imen, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami in s tvojim duhom.
povsod, ne samo v cerkvi, tudi v različnih verstvih poznajo blagoslov, poznajo to pot, da človek Boga prosi, se mu priporoča, čuti, da ker je Bog večji, mogočnejši, modrejši in kristjani rečemo tudi neizmerno bolj ljubezniv kot mi ljudje, da je prav in logično, če človek Boga priznava, da ga tudi prosi za njegov blagoslov, za njegovo varstvo. Motoristi dobro vemo, kako res na cesti ni vse odvisno samo od nas, tudi od drugih, in zato tudi prosimo zlasti, da tiste trenutke, ki morda niti včasih jih ne zaznamo, pa vendar se tudi odloča ne samo med celo ali podrsano plastiko, ampak tudi med celo ali ne med celo kožo, da ne rečemo tudi med smrtjo in življenjem, da bi teh trenutkov bilo manj oziroma nič, da bi se znali prav odločati, prav reagirati v ključnih trenutkih, pa obenem, da bi tudi imeli tisto potrebno zbranost, dobro voljo, da bomo tudi lahko svoje kilometre lepo opravljali, pa da bi tudi tisti, ki jih srečujemo, ravnali enako. Varuj nas in naše domače pred nesrečami, ter nam podari milost, da se bomo z vsaki poti srečno vrnili. Prosimo te, usliši nas. Kaži nam pravo pot in nas vodi v neminljivo srečo. Prosimo te, usliši nas. Sprejmi k sebi žrtve prometnih nesreč in potolaži njihove svojce. Prosimo te, usliši nas. Priporočimo se še Božji materi in svetim zavetnikom. Sveta Božja Mati Marija, prosi za nas. Sveti nadangel Rafael, prosi za nas. Sveti angeli varuhi, prosite za nas. Sveti Krištof, prosi za nas. Vsi Božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Molimo skupaj, kako nas je učil naš Gospod. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v pretiljavo, temveč reši nas hudega. Amen. Molimo. Gospod Bog, zatekamo se tebi in te prosimo, blagoslovi ta motorna kolesa. Naj nam brez škode služijo pri delu, razvetrilu, potovanjih, druženju. Pomagaj nam, da z vožnjo ne bomo postavili nevarnost ne sebe, ne drugih. Daj, da bomo vzeli do vseh in bomo vedno pripravljeni ljudem pomagati in bomo tako tvoje priče vedno in povsod. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Še do garaže.
Od 25. junija je znova treba nositi masko v zaprtih prostorih, torej v trgovinah, bankah, na poštah, v gostilnah in tudi v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih. Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si mora vsak vernik razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra. To ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva. Na koru so lahko organisti in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo. Pevci morajo uporabljati tudi maske, sporoča Slovenska škofovska konferenca. Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko, pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke, so še sporočili Slovenske škofovske konference. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. V soboto ob 9. se v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani začne poletna planinska ustvarjalnica Planinko, jaz sem veseljak. Ste vedeli, da ima muzej svojo maskoto? Veselega fantiča Planinka, ki ima vedno poln nahrbtnik planinskega znanja in domislic. Na delavnici bodo z njim zaplesali, skuhali vesele planince in ga tudi izdelali. S Planinkom se bodo sprehodili še skozi nove računalniške igre na stalni razstavi. Na 16. etapo poti Julijana Trail, Trbiž-Kranjska Gora, se lahko odpravite prihodnjo nedeljo ob 9. Zbor bo na mejnem prehodu Rateče. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami, in srečno!